Ljubitelice in ljubitelji nogometa, lepo pozdravljeni. Sliko smo se preselili v športni park Domžale, kjer bomo zaključili 14. krog prve lige Telemach. Radomlje pa na svojem letošnjem domovanju gostijo zasedbo Mure. Tole bo obračun zadnje in petouvrščene ekipe prve slovenske nogometne lige Telemach, ko je s krasnim golom zadev za 2-2. Sandi Nuhanović je zdaj osvojil nekaj več prostora, odločil se je za strel. Tole še zdaleč ni bilo slabo, veliko dela za Matka Obradovića. Lotrič močno doda preveč po sredini vrat in ujel je njegovo žogo oziroma njegov strel Darko Marjanović. Edini osvojeni točki za zdaj na 6 tekmah ob 4 porazih. A tole zdaj Zabukovnik. Šarić ima nekaj več prostora. Šarić pred vrata, priložnost zdaj za Radomlje in gol! 1-0, šok za obrambo Mure. Radomlje vodijo v športnem parku v Domžalah, strelec zadetka pa Marko Božič. Po daljšem obdobju so se rumeno-črni preselili v nasprotnikov kazenski prostor. Preveč prostora je bilo predvsem za Ivana Šarića, da je žogo poslal pred vrata, kjer reakcija Murine obrambe ni bila idealna, prej nasprotno. In na koncu je žogo praktično našel Pogačarja. Slednji je žogo zdaj nekako spravil na drugo stran, priložnost znova za Radomljane. Rumeno-črn zid pred svoj kazenski prostor. To je zdaj Ovro. Ovro se je lepo obrnil, Ovro pa potem spodajo proti Klepaču. Klepač ima zdaj dovolj prostora za strel. Nuhanović, Šarić ima spet precej prostora. Tole je danes velika težava za Muro in 11-metrovka. 11-metrovka za Radomlje. Ravno ko sem torej govoril o tem, da je Šarić danes velika težava za Murino obrambo, je slednji spet ošel Gorencu. Zabukovnik ali Obradović. Zabukovnik, brani Matko Obradović. Za domačo ekipo Nuhanović spodajo na bližnjo vratnico. Velika priložnost je bila tole. Toda spet se je izkazal Obradović znova v dvoboju z Zabukovnikom. Nuhanović še preigrava, tole bo še en poizkus, ki je bil blokiran. Pogačar je sprožil proti napad Maroša in Lotriča. Tole bo Lotrič preveč osamljen. Pogačar pa se je pravočasno vrnil. Krasna priložnost je bila tole za povišanje prednosti nogometašev. Radomelj, Zabukovnik. Tule pelje nov napad Radomelj. Kuzina podaja pred vrata in na koncu brez gola. Da spet so bili domači pravočasni v skoku, potem pa Karničnik, uspešnejši od Šarića. Karničnik s podajo pred vrata, velika priložnost za Muro. Še traja napad Radomelj, tole je nova velika priložnost. Husejnović pa Maroša, pade zdaj Maroša, no tole bo 11-metrovka za Muro. Ja, zdaj smo pred tem, da se potrdi tisto nepisano pravilo, če ne daš, dobiš. Nuhanović ni uspel zatresti mreže. Zdaj pa torej v 74. minuti priložnost za Mitjo Lotriča. Lotrič, gol, zelo zanesljivo je 11-metrovko v zadetek pretvoril Mitja Lotrič in zadovoljstvo Black Gringosov, ko se Mura vrača v igro. Hitro je seveda vrnil žogo na izhodišče Mitja Lotrič, tretji njegov gol v letošnji sezoni prve lige Telemach. Zdaj pa Karničnik žogo takoj pošilja v kazenski prostor. Mula Husejnović je padel, priložnost tam za Lotriča, še lahko nevarno, priložnost za Muro in gol! 2-2, izenačenje v športnem parku Domžale. Maroša na koncu tisti, ki je žogo pospravil v mrežo. Radomelj, no tokrat pa so uspeli izigrati obrambo domačih pravzaprav prvič danes. Črno-beli, takole je Mula Husejnović dobil skok, potem pa nerodnost obrambe Radomelj. Kovs v vlogi podajalca, krasno se je tule znašel Žiga Kovs, ko bi morda kdo pričakoval
da bo zaključil sam tole akcijo, je potem prefinjeno podal. Rok Hanžič, trener Radomelj, najprej eno tako klasično novinarsko vprašanje. Pred tekmo bi verjetno podpisali točko, kaj pa zdaj po koncu? Ja, imate prav, res bi, če bi nam kdo ponudil pred začetkom tekme z Muro točko, mislim, da bi jo sprejeli, vendar pa potem, ko gledamo potek srečanja, ko imaš 2:0, moraš to točko malo obžalovati, vendar pa moram pohvaliti Falte, moram pohvaliti celotno ekipo z neko borbenostjo, z dobro taktično postavitvijo na igrišču. Smo pokazali, da lahko pariramo tudi tako močni Muri, kot je bila danes. Zdaj nekako slovenska nogometna javnost govori o tem, da so Radomlje spet na ravni, kjer so bile na začetku sezone. Po tistem slabšem nizu so zdaj predstave boljše, tudi rezultati boljši. Kaj se je mogoče spremenilo zdaj nekako v teh zadnjih tednih? Pa ni se nič kaj veliko spremenilo glede na začetek sezone. Smo ekipa v nastajanju, potrebujemo nekaj časa, fantje se spoznavajo do potankosti, se bojo še spoznali, tako da mislim, da se ni veliko spremenilo, je pa le to, da so se igralci malo bolje spoznali, malo bolje igrali in pa malo kančka sreče je prišlo zopet nazaj in lahko smo zadovoljni s tem, kar kažejo fantje trenutno na igrišču. Koliko drugače je bilo danes voditi ekipo, vemo, zdaj ste na 2 tekmah manjkali, je bila to tudi neka dodatna energija danes na tele tekmi? Pa ja, drugače je, ko je glavni trener na klopi ali ko ga ni, da vam lahko napotke direktno na obrobo igrišča. In fantje so res danes pokazali tisto, kar smo se dogovorili pred začetkom srečanja. Vedeli smo, kaj nas čaka proti zelo dobri Muri. V drugem polčasu so potem še stopnjevali ritem, mi se nismo predali in mislim, da smo si zaslužili točko. Če ne mogoče, na koncu bo priložnost tudi mogoče 3. Marko, pa sigurno nakon ovakve utakmice niste potpuno zadovoljni sa rezultatom, ali iz vidika Radomelj ipak dobar bod danas proti Mure? Da, dobro smo počeli. Za nas su to izgubljena 2 boda, za Muru su to po meni 1 dobljen bod, ali šta je tu i mi moramo raditi dalje na nama. Svaki bod je nama važan i idemo dalje, ima još dosta utakmica i vratit ćemo se. Sad se vam je malo otvorilo i u napadu, danas jedan vaš klasičan, jedan fantastičan gol. Kako se vi nekako osjećate nakon jedne vaše dobre utakmice? Hvala vam za to, osjećam se, ne znam kako da vam opišem. Meni je važno da mi igramo dobro, da mi pobjeđivamo ekipe danas, da mi pobjeđivamo te utakmice. Danas smo igrali 2:2, nažalost, ali sretan sam za moja 2 gola, ali za rezultatom nisam. Ante, dejali ste pred tekmo, Mura ima kvaliteto, ampak morajo tudi nekako dokazati. Verjetno v prvem polčasu niste dobili, predvsem od tistih fantov, ki so zdaj dobili priložnost, tisto, kar ste nekako želeli. Neverjetno, ampak tako je. Dejstvo je, da smo z rotacijami ospočili nekatere igralce, poskušali spočiti, ampak sama zadeva v prvem polčasu ni šla tako, kot smo želeli, ampak ni problem v tem, da igraš slabo. To se zgodi, to je človeška zadeva, ampak problem je v zelo mlačnem pristopu. Opozarjali ste, da so Radomlje ekipa, ki je nevarna predvsem iz teh pol protinapadov. Tudi sami ste zdaj priznali, da mentalno niste bili pravi. So vas Radomlje v čem recimo danes presenetile? Nisem rekel, da nismo bili mentalno pravi, da smo imeli mlačen pristop. Pomenim, voljni moment je bil zelo slab, kakva je mentalna priprava, vsak posameznik pri sebi ve, ampak dejstvo je, da nas Radom niso z ničem presenetile, še posebej ne z načinom, kako in kaj bojo igrali, ampak če pogledamo samo prvi zadetek, je predvsem tale mlačost bila tista, ki se je igrala v bistvu brez driblinga, brez šprinta, sprehodil skozi našo celotno ekipo skoraj in potem smo dobili zadetek. Tako da to je bil problem, kar pa je bilo potem v drugem polčasu ekstremno boljše. Ste, ko potegnemo črto s točko, na koncu zadovoljni? Moram biti. Njihov prvi polčas, drugi polčas naš, tako da točka posebej realna tako za njih kot za nas. Iz tabora Mure v moji družbi Marin Karamarko, tekma, ki na začetku ni šla po vaših željah, verjetno potem na koncu tudi rezultat ni takšen, kot ste ga pričakovali, ampak glede na vse videno, kakšen je vaš komentar tele tekme? Da, pa loše smo prvo polovreme ušli u tekmu, nije bilo te borbenosti
Drugo poluvreme smo bolje odigrali, čak skoro došli do preokreta, ali na kraju eto, možemo biti zadovoljni s tom točkom. Što smo pokazali karakter već drugu utakmicu da se vraćamo u život. Tekma, ki je dokazala, da v slovenski ligi ni slabih ekip, ste pričakovali tako trdo, težko tekmo in tako razpoložene Radomlje? Da, pričakovali smo to, znali smo šta nas tu čeka, tvrda utakmica i pripremili smo se na to, samo eto kažem, prvo poluvreme smo malo lošije ušli u utakmicu.